Zdaj pa hitimo naprej. Naslednji predavatelj je izredni profesor dr. Peter Mikša, danes bo promoviran, ki je pravzaprav razlog, da smo se na katedri za sodobno zgodovino začeli ukvarjati s sploh mejami. In danes bo predstavil temo, ki mislim, da je njemu daleč najljubša pri ukvarjanju z mejami, in sicer mejne. Hvala lepa, Neli, za najavo. Ja, začenjamo z današnjim četrtim referatom v tem panelu. Upam, da bom edini, ki bom uspel v 15 minutah to povedati. Ja, torej, slišali smo že profesorja Repeta, ki je omenil Rapalsko pogodbo. Slišali smo neke fantomske ali pa reliktne meje. Mi bomo se danes sukali v bistvu po teh reliktnih fantomskih mejah. V bistvu od tega 12. novembra leta 2020, ko pride do pogodbe in s tem tudi do Rapalske meje. S kolegom geografom Matijo Zornom sva pripravila ta referat. Videli boste, kje se najni vedeni, torej interdisciplinarno združita. Upam pa, da bom znal čim več povedati. Torej, Rapalska meja, o čem danes govorimo? Govorimo o tej levi liniji, na levem delu, ki preseka slovenski prostor leta 20, seveda na temelju dogovora, že leta 15 in še seveda z na nek način delom že prej. Torej, kot sem rekel, če govorimo o neki novi meji, imamo predzgodbo, dogodek in seveda vse potem. Torej, imamo pogajanja, imamo dogovor, Rapalski dogovor, Rapalsko pogodbo, potem pa sledi to, o čemer bo sledilo predavanje v naslednjih 13 minutah. Torej, določitev točnega poteka meje, pregled linije na terenu, postavljanje mejnih kamnov, preverjanje postavitve, ohranjanja stanja na meji, torej ohranjanje lokacij mejnih kamnov. Kot veste, že z sosedi smo zelo previdni, kje so mejni kamni, in strogo gledamo, da so na svojem mestu, tako tudi država skrbi za to. Če gremo torej nazaj, 12. novembra 20. leta, se podpiše Rapalska pogodba, o tem je danes profesor Repet pred kakšno urco govoril, mi nadaljujemo torej od tukaj naprej. Seveda se v sklopu te pogodbe tudi določi meja. Najprej v teh vseh zapisih groba meja, kjer lepo piše, torej, razmejitvena črta je v grobem tekla po razvodju, pomembno geografi si to sploh znajo predstavljati, razvodju med Črnomorskim in Jadranskim povodjem. Torej, lepo naredimo tiste reke, ki tečejo proti Jadranu, so na eni strani, tiste, ki grejo proti Črnemu morju, daleč je sicer Črno morje, ampak, ki se zbivajo k Sapo in tako naprej, pa po tej razvodnici naj bi šla ta groben Rapalska meja, ki je v grobem tekla od Peči, torej Tromeji, Mangarta, Jalovca in tako naprej. In iz teh podatkov mi skoraj nič ne zvemo, kje na terenu je ta meja bila, oziroma tisti, ki se pogovarjajo o meji, še ne vejo točno, ali bo šla mimo Francija, ali bo šla mimo Toneta, ali bo šla točno nekje vmes, ali bo pa oba obšla, pa bo šla korist, Jugoslavije oziroma kraljevine SKS ali kraljevine Italije. In če gremo potem vedno bolj precizno, v prvem členu je meja točno določena. Ne točno določena, ampak že dosti bolj precizno določena. Žal se tekst zelo slabo vidi, ampak bom nekaj detajlov prebral. Torej, meja se bo bolj natančno določila na terenskem pregledu. Meja bo sledila razvodnici med porečjema Soče ter Save, Dolinke, vse do Triglava in tako naprej. In naprej določena je okvirna smer zahod-vzhod, s tem, da vas Davča pripada SKS, vas Novaki, na primer, pa Italiji. Torej, iz te Rapalske pogodbe se ožamo na nek način terensko delo. Torej, če
se hočemo dogovarjati o točnem poteku meje, je treba seveda vzpostaviti neko telo, ki bo zadevo dogovarjalo na terenu, najprej seveda na sestankih in potem na terenu. Torej, ustanovi se mešana komisija za razmejitev, ki naj bi torej točno začrtala mejo, jo izmerila in skrbela za postavitev. Za italijansko stran je bil danes že omenjen, oziroma pri profesorju Repetu zapisani eden od akterjev podpisa Rapalske pogodbe, Francesco Zalata, na naši strani, torej jugoslovanski, na začetku Rudolf Meister, ki pa ga potem kmalu v bistvu nasledi najprej Daskalovič in kasneje v bistvu Panto Draškovič. Tukaj imamo en telegram iz leta, mislim, da torej na začetku določanja 21, ko Salata telegramsko sporoča, da bo zamudil na sestanek zaradi tega in da naj se sporoči to komisiji in seveda šefu komisije, torej Meisteru. In če gremo še naprej, na teh kartah, ne vem, če se vidi, oziroma na dokumentih je lepo razvidlo, torej na nek način akterje strani Jugoslavije in Italije, imamo navedenega generala Meistera, potem imamo torej na drugi strani imamo Draskoviča, na sredini pa je lepo v dokumentu zavedeno, kolikšno vlogo je pri določanju meje in meje v kateri od njih. Torej v kilometrih, ne kilometrih, ampak decimetrih natančno je določeno, pri kolikšnej razmejitvi cele meje, torej 240 km približno preden reka pride v Italiji in se meja podaljša, je bil zaslužen za določitev na terenu Meister in koliko potem njegovi nasledniki, torej, če si predstavljamo. Za potrebe razmejitve je bila narejena kartografska izmera karte, katere karte bomo kasneje videli. Karte, specialke so naredili Italijani in seveda na karti, kar je za nas zelo pomembno, so v bistvu na točnih lokacijah prikazani risani vsi mejni kamni in seveda posebni preglednici, vsak mejni kamen posebej označen, njegova nadmorska višina, razdalja od predhodnega do naslednjega, kumulativna razdalja in tako naprej. Torej, tole imamo vse. Torej, ko se državi dogovorita točno o meji, so zadeve zelo jasno zapisane. To je na primer ena stvar, katero že nekaj časa iščemo pri okupacijskih mejah, ker vemo, da so zadeve za mejne kamne, ki jih nadevamo, morale biti nekje, pa žal še teh dokumentov nismo našli. To pač je večja sreča pri Rapalski, je bila, da arhiv Jugoslavije hrani v fondu Ministrstva zunanjih zadev, biro za razgraničenje z sosednjimi zemljami. Torej, če gremo naprej, ko je linija določena na terenu, se seveda dogovori tudi, kakšni bodo mejni kamni, seveda na izgled in tudi tipi mejnih kamnov, kako so vizualno videni, kakšne so podatki na njih, torej iz tega lahko vidimo napis na italijanski strani I, na jugoslovanski strani SHS na začetku, ki potem po 29. letu se spremeni v J in za časa med drugo svetovno vojno v delu, ki del Rapalske meje takrat postane okupacijska meja med Italijo in Nemčijo, se ti napisi spremenijo na nemški strani seveda v D. Puščice, smer in tako naprej. Torej, ločimo več vrst mejnih kamnov, glavni mejni kamni, ki so taki največji, sektorski, potem imamo vmesne intersektorske mejne kamne, mejnike druge vrste, teh je največ, eden se nahaja, oziroma je na ogled tudi na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, torej pri nas. Imamo posebne mejniki, to so pač mejniki, ki so bili na primer na dveh straneh ceste, še danes jih lahko cesta, mislim, da je Idrija Cerkno, ob cesti stojita še dva specialna, in tromejni mejnik, ki ga lahko vidite
tukaj na koncu, torej samo eden, in ga bomo v nadaljevanju še videli. Torej fotografija, potem torej, ko določimo prvo mejo, s geodeti na terenu, ko se označijo točke, kjer bojo mejni kamni, ko se mejni kamni postavijo, pride seveda še končna, na nek način komisija, ki pregleduje, ali je v bistvu vse bilo v redu narejeno. Če si predstavljamo, 20. leta se podpiše Rafalska pogodba, oktobra 25 je v dnevniku so zabeleženi zadnji posegi, torej gradnja mejnih kamnov. Za določenih nekaj nejasnih delov na meji so se dogovarjali še 26. Ampak grobem, konec leta 25 je meja tudi z mejniki, Rafalska meja določena. Tole sta na primer še dva današnjim pogledu mejna kamna in tole, torej tromejnik, ki ga prej omenjamo, zanimiv pa je, ker je na nemški strani oziroma na avstrijski strani že zapis Reich, vemo, da gre po letu 38, torej po Anschlussu, vemo pa, da je v bistvu leto 39 ob obisku Petra II. Karadžordževića v teh krajih, torej fotografija je s fonda Karadžordževića. No in tukaj pridemo zdaj to točko, kjer so se združila z najnim znanjem Matija in jaz. Spodaj vidimo karto, torej ta specialka, kjer so označeni vsi mejni kamni. Mejni kamni so v grobem v razdalji tudi manj kot 50 metrov, ponavadi v liniji, kjer se vidi eden in drugi. Na mejnem kamnu je označba, kje bo naslednji in tako naprej, torej vizualni stik mora biti, včasih pogosteje, včasih manj, seveda v visokogorju, to je primer Triglava, niso bili tako zelo skupaj, ker je pač teren to onemogočil. Tukaj imamo podatke iz dokumentov, arhivskih dokumentov in na podlagi teh dokumentov lahko razberemo, za kateri mejnik gre, kakšen je opis in tudi slikovno gradivo dodajamo na takole, da se vidi. Torej, Triglav, še po Triglavu, tako le z Matijo smo oba Prigorca, Gornika in seveda smo na podlagi tega tudi imamo večjo afiniteto na ta gorski svet, bomo še prišli danes. Torej, še nekaj podatkov, mejnike so določali z klasično geodetsko metodo. Torej, na terenu vidijo se dokumenti popisa, dokumenti v dnevnikih in seveda po katerih mejnih kamnih gre. Naprimer, dnevnik postavitve mejnih kamnov, kdaj so katerega, torej iz dnevnika točno zvemo, kdaj so kateri od mejnih kamnov postavili na mesto. Seveda, iz dokumentov je tudi lepo razvidno, da so včasih bila kar precejšnja trenja med komisijama, ki naj bi šel po te meje, in to so seveda vsi ti dokumenti nesoglasja, so se v sklepe potem zapisnike opisali in so komisije obdelovale naslednjič zadeve. Mejnike po postavitvi je bilo treba obnavljati, torej je treba skrbeti za njih, je treba redne obhode, da vidiš, kaj se z njimi dogaja. V Visokogorju so strele, so hude nevihte, je sneg, so plazovi, v knjižnih predelih je gost, ker lahko pride do podrtega drevesa, ki uniči mejni kamen in tako naprej. Torej, lepo zapisniki, kakšne je stanje za mejni kamen, kakšne so poškodbe, če so poškodbe in seveda je to treba redno popravljati. Največkrat je bila krivda na smislu prepariranja, torej zmrzalnega prepariranja, mehanskih poškodb, včasih pa tudi kakšnega namenskega uničevanja s strani takšnih in drugačnih neplivih pravov. Še en primer, kako so v bistvu kamne popravljali in kako lahko iz dokumentov vidimo točno, za kateri mejni kamen gre. To je na primer na vrhu Jalovca, katerega fotografijo imamo še. In današnje stanje mejnih kamnov. Današnje stanje mejnih kamnov zaradi zmrzalnega prepariranja, da se bo pravilno izrazil, primer na Bogatinskem sedlu,
poudarjam današnje stanje, poglejmo pa, kaj se je v bistvu z mejnimi kamni, kot je naslov referata, tudi dogajalo, torej postavljanje mejnih kamnov in uničevanje. Torej, kaj se je po drugi svetovni vojni z mejnimi kamni dogajalo? Rapalska meja je še danes nekaj kolektivno in slovenskem spominu krivična meja, potem takem je bila usoda teh mejnih kamnov precej jasna, torej kaj se bo samo meje in z mejnimi kamni dogajalo. Tole je citat Zorka Jelinčiča, znanega tigrovca, ki opisuje, kako je po vojni šel enkrat v Baško Grapo na obisk in potem je šel še malo v hrib, kjer zagleda mejni kamen in v tistem pride vsa tista groza njegova, kdor pozna zgodbo Jelinčiča ve, o čem govorim in on se odloči, da bo tam mejni kamen zagnal v dolino in potem ga razbija in končno ga vrže in gleda, kako se kobaclja dol in ves zadovoljno leži gore in pač govori o tem, kakšna krivica in kak je to super zdaj občutek. Najbolj znana zgodba uničevanja mejnih kamnov pa je v bistvu še pred koncem vojne oziroma pred padcem uradnim Rapalske meje, in sicer leta 1944, ta mejni kamen oktobra v obeležitev uspeha osvoboditve Beograda, skupina partizanov, slovenskih partizanov iz osvobojenega ozemlja iz Trente pride na vrh Triglava. To je že tretji obisk partizanov od poletja 1944 naprej in oziroma fotografija iz tega obiska na čast osvoboditvi Beogradu je ta, medtem ko je zapis in v bistvu dejanje, ko ta mejni kamen zrušijo in ga vržejo v dolino in o tem rečejo tukaj nikoli več meja v začetku avgusta. To je kulturna skupina Korpusa, med njimi tudi na primer Neo Svetek, avtor Ostale Primorske, če smo že pri tem. In potem je zapis v pisni knjigi, ki je bila na Triglavu in piše, v pisni knjigi planinski piše zmeraj, odkje si prišel, kam greš, in bolj kam greš, v nove zarje, v svobodno in tako naprej, zanimivi. In zapis na koncu, porušili smo krivični mejnik vrh Triglava. Tole verjetno najbolj znano dejanje, ni pa edino, mejne kamne so zelo intenzivno uničevali. Torej, danes je ohranjena približno četrtina lokalno prebivalstvo in ne samo lokalno prebivalstvo. Znane so informacije, ki smo jih z Matijem dobili. Organizirane so bile delovne akcije uničevanja mejnih kamnov Rapalske meje. In ko smo delala analizo, torej sektorje, prehodila sva razne sektore na različnih delih Rapalske meje, torej eden od primerov, na primer rdeče pomeni ni ga več, neohranjen oziroma nenajden. Različni sektorji in ko pridemo, na primer, tole fotografija, torej v neposredno bližino Triglava, ni sledu o mejnih kamnih. Zakaj? Ker je pač Triglav simbol slovenstva in po drugi svetovni vojni so na te grebene, pa opozarjam, marsikje je potrebno konkretno plezati, hodili z težkimi kladivi in te kamne uničevali. Torej, krivična Rapalska meja in nje ostanki pa v okolici Triglava vsekakor ne smejo več biti vidni. Naj zaključim, tole je najino predstavitev. Malo sem šel čez z tem, torej s to mislijo, da je še sicer danes veliko mejnih kamnov ohranjenih, postavljeni, da so jih od leta 20, da pa je seveda, kako bi rekel, povprečje ohranjenih mejnih kamnov v Visokogorju, pa ne zaradi zmrzalnega preparevanja, najmanjše zaradi organiziranega uničevanja, ki je bilo torej v osrčju Triglavskega pogorja, simbola slovenstva, najbolj intenzivno. Hvala lepa.